Spoštovane in spoštovani, pričenjamo z današnjo slavnostno akademijo. V dvorano prihajajo predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, v spremstvu predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Janka Cerkvenika in Zvonka Glažarja. V dvorano prihaja praporščak s praporom Gasilske zveze Slovenije in spremljevalcema. Pisalo se je leto 1955, ko je 16. junija Ljudska skupščina Federativne ljudske republike Jugoslavije sprejela splošni zakon o ureditvi občin in okrajev in s tem uvedla komunalni sistem. Občina je postala temeljna teritorijalno-politična enota. Nekaj dni kasneje je Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije sprejela nov zakon o območjih okrajev in občin, na podlagi katerega se je število občin zmanjšalo s 386 na 130, število okrajev pa na 11. Tako so se manjše, šibkejše občine združile v večje, ki so dobile znaten del takratnih oblastnih in gospodarskih pristojnosti. Vseh 1300 gasilskih društev, takrat organizacijsko povezanih v 22 okrajnih gasilskih zvez, pa se je organizacijsko povezalo v 45 novoorganiziranih gasilskih zvez, ki letos praznujejo 70-letnico svojega delovanja in katerim je namenjena tudi današnja akademija. Prosim predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika, da nas nagovori. Spoštovane gasilke in gasilci, cenjeni gostje, predstavniki zvez iz domovine in tujine, dragi prijatelji gasilstva. Prisrčno pozdravljeni na današnji slovesnosti, s katero obeležujemo pomemben jubilej, 70-letnico gasilskih zvez, katerih pravne predhodnice so bile ustanovljene leta 1955. V zborniku, ki ste ga prijeli, na vašem sedežu predstavljamo vse gasilske zveze, ne glede na letnico njihove ustanovitve. Posebej pa me veseli, da so pomen praznovanja spoznali tudi prisotni gostje. Veliko čast si štejem, da lahko med nami pozdravim predsednico Republike Slovenije, gospod dr. Natašo Pirc Musar. Gospa predsednica, dobrodošli med gasilci. Spremljajo svetovalko predsednice za nacionalno varnost, gospa magistra Nataša Dolenc. Pozdravljeni.
Danes so z nami predstavniki prvih dveh stebrov nacionalne varnosti Republike Slovenije. Pozdravimo generalpolkovnika Roberta Glavaša, načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Slovensko policijo zastopa svetovalec generalnega direktorja gospod Tomaž Pečjak. Dobrodošli. Svojo prisotnostjo so nas počastili predstavniki našega, tretjega stebra nacionalne varnosti. Namestnica generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospa Barbara Merše. Hkrati dovolite, da opravičim generalnega direktorja uprave, ki je seveda odsoten in vam vsem čestita v praznovanju. Naslednji pozdrav namenjam direktorju Urada za operativo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospodu Borutu Horvatu. In vršilcu dolžnosti glavnega inšpektorja, gospodu magistru Milošu Bizjaku. Med nami je predsednik svetovne organizacije CETIF, tovariš Milan Dubrovac. Današnja slovesna prireditev je dobila tudi mednarodno potrditev. Veseli me, da z nami praznujejo predstavniki tujih gasilskih zvez. Dovolite, da v vašem in svojem imenu namenim prisrčne pozdrave predsedniku Hrvaške vatrogasne zajednice in podpredsedniku Evropske gasilske zveze, gospodu Anti Sanaderju. In načelniku sektorja za gasilstvo, gospodu Mariju Starčeviču. Z nami so tudi sosedje iz sosednje Avstrije. Lep pozdrav gospodu Rudolfu Robinu, generalnemu sekretarju Rafaelu Kolarju. Z njima je tudi nekdanji deželni poveljnik Koroške, gospod Andreja Štrojc. Pozdravljam Ludvika Orbana, sicer našega predstavnika, pa vendarle prevajalca naših sosedov Madžarov, ki so žal zaradi svojih obveznosti včeraj bili prisotni in se danes poslovili in pa so nekako pooblastili, da Ludvik Orban zastopa tudi, in bom rekel, na današnje svečanosti sosednjo Madžarsko. In lep pozdrav namenjam tudi predsedniku Gasilske zveze Slovaške, gospodu Josefu Smolinskemu, soprogo. Prisrčen pozdrav vsem članom organov Gasilske zveze Slovenije, upravljanja, vodenja, nadzora, arbitraže in ustanove Metoda Rotarja. Obema častnima poveljnikoma, tovarišu magistru Matjažu Klariču in Franciju Petku. Vsem vam, ki ste predstavniki gasilskih zvez, ki ste napolnili to dvorano in nas tudi počastili s to prisotnostjo. Pozdravljam tudi nekdanjega oziroma vodjo izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospoda Buta. In vsem sodelavcem na tem projektu, kar nekaj jih je delalo za to, da danes lahko v vašem imenu tudi praznujemo, predvsem izvajalcem na kulturnem programu in seveda na koncu tudi medijem. Spoštovani vsi zbrani, vse prisotne goste ste pospremili z aplavzom navdušenja in ponosa, da so seveda v naši družbi. Kljub temu želim, da namenimo aplavz še ministru za obrambo Republike Slovenije, magistru Borutu Sajovicu. Zakaj, se mogoče kdo sprašuje? Čeprav ga danes zaradi obveznosti ni med nami, je sinoči v teh prostorih za vodstvo Gasilske zveze in tuje goste priredil svečani sprejem, nas nagovoril in se vsem zahvalil za sodelovanje in medsebojno pomoč. Prenašam vam njegovo čestitko in zahvale za dosedanje delo. Spoštovane in spoštovani, današnji praznik ni le pogled nazaj na prehojeno pot, ampak tudi izraz spoštovanja do vseh nekdanjih vodstev gasilskih zvez
ki so v preteklosti svojim delom, predanostjo in pogumom gradili temelje našega gasilstva. Zahvaljujoč njihovi požrtvovalnosti in vztrajnosti danes stojimo tukaj, ponosni nasledniki bogate in plemenite tradicije. Prav zaradi tega smo na prireditev povabili tudi prejemnike najvišjih priznanj v gasilstvu, katerih vlogo nikakor ne smemo prezreti. Izrekam vsem prejemnikom, najvišjih prejemnikom tudi prijazen pozdrav in iskreno dobrodošli. Gasilske zveze so več kot organizacija, so skupnosti ljudi, ki verjamejo v vrednote, pomoči, solidarnosti in sočutja. So povezovalni člen med prostovoljnimi društvi, ki delujejo z enim samim ciljem, pomagati človeku v stiski. V časih, ko se svet hitro spreminja, ostaja gasilstvo zanesljiv steber varnosti, zaupanja in seveda tudi človečnosti. Ob tej priložnosti izrekam iskreno zahvalo vsem vam prisotnim, gostom in seveda tistim, ki se dogodka niso mogli udeležiti, uredniškemu odboru, nastopajočim v kulturnem delu prireditve, delovni skupini za pripravo in izvedbo akademije, upravi za finančno podporo tega projekta, vodstvu krovne organizacije in strokovni službi Gasilske zveze Slovenije. Naj bo današnja slovesnost priložnost za ponos, veselje in hvaležnost, pa tudi spodbuda, da z istim zagonom nadaljujemo pot, ki so jo začrtali naši predniki. Spoštovani, še enkrat, imamo znanje, imamo srce in pogum in imamo moč. Z gasilskim pozdravom na pomoč. Na oder vabim veliko prijateljico gasilstva, osrednjo govornico na današnji prireditvi, predsednico Republike, dr. Natašo Pirc Musar, da vas nagovori. Prosim. Spoštovana predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik in Zvonko Glažar, spoštovani predsednik Mednarodne gasilske zveze, Mednarodne gasilske organizacije Milan Dubrovac, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš, spoštovani predsedniki in poveljniki vseh gasilskih zvez Slovenije, spoštovani predstavniki gasilskih zvez iz tujine, drage gasilke in gasilci. Kaj naj vam najprej na začetku rečem, lepo je slišati, da me imate za svojo prijateljico in od srca in vedno z veseljem sem med vami, to mi lahko verjamete. Zahvaljujem se vam za vabilo na današnjo slovesnost ob častitljivem jubileju operativne ravni organiziranega gasilstva v Sloveniji. Veseli me, da ste tu zbrani predstavniki vseh 121 gasilskih zvez, ki združujete več kot 1330 prostovoljnih gasilskih društev. Za vse zbrane, še posebej pa za predstavnike 45 gasilskih zvez, ki praznujete 70 let delovanja, je danes poseben dan. Dan spoštovanja, ponosa, naj bo tudi dan veselja in časti. V 7 desetletjih ste skupaj s svojimi predhodniki prehodili bogato pot, prepleteno z zgodbami poguma, požrtvovalnosti, srčnosti in predanosti. Ko se v Sloveniji spomnimo na gasilke in gasilce, se nam v mislih utrnejo besede, kot so tradicija, dediščina, prostovoljstvo, hvaležnost ter vrednote srca, torej srčnost in domoljubja. Vse od začetkov gasilstva je vaše osrednje poslanstvo zagotavljanje varnosti ljudi, premoženja in živali. Pomoč sočloveku in skrb zanj ter predanost, ki so bistvo gasilskega delovanja, so temeljne vrednote vaše skupnosti. Skupnost pa vedno temelji na zaupanju, medsebojni podpori, odgovornosti in povezanosti.
in ko hodim po Sloveniji, vse to, kar sem zdaj naštela, vidim na lastne oči. V Sloveniji ste gasilci srce skupnosti ter varni steber državljankam in državljanom v najtežjih trenutkih. Ob nas ste ob poplavah, požarih, industrijskih in drugih nesrečah. Tu ste ne glede na nevarnost in tveganja. V okoliščinah, ko je treba pozabiti nase in pomagati drugim, se pokaže veličina ljudi, skupnosti in družbe, pokaže se vaša veličina. Zaradi vas, poklicnih in prostovoljnih gasilcev, smo boljša družba. Neizmerno ponosna in hvaležna sem, da imamo v Sloveniji več kot 170 000 članic in članov gasilskih društev. To je številka, ki je pravzaprav neverjetna, ampak je hkrati zelo, zelo dragocena. Zavidajo nam jo lahko številne države. Naj se popravim, zavidajo nam jo številne države. Zato moramo gasilsko tradicijo še naprej skrbno negovati. Prostovoljstvo sta odločitev in plemeniti vzgib, ki izhajata iz srca vsakega posameznika. Oplemeniti se z dejanji, ki jih posameznik opravlja za druge, ne da bi pričakoval kaj v zameno. Med obiski po Sloveniji vedno znova doživim in začutim to vašo brezmejno srčnost in predanost. Hvaležna sem za gostoljubnost, predstavitve nalog in opreme, za vse tople stiske rok, za številne selfije, ki jih naredimo skupaj, za vso energijo in za vse pogumne zgodbe, ki mi jih pripovedujete iz vaših intervencij. Tudi v prihodnje se bom z veseljem udeleževala gasilskih dogodkov ter med potmi po slovenskih regijah in lokalnih skupnostih obiskovala gasilske zveze in društva. Spoštovane in spoštovani, gasilske zveze ste pomemben člen pri organiziranosti gasilstva v Sloveniji. Ste povezava med gasilskimi društvi, občinami in Gasilsko zvezo Slovenije. S svojim poslanstvom in predanim delom, ki obsega izobraževanje, usposabljanje, delo z mladimi in veterani ter usklajen razvoj in opremljanje gasilskih enot, zagotavljate nepogrešljivo koordinacijo ter učinkovito, strokovno in organizirano delovanje gasilstva na regijski ravni. V imenu Republike Slovenije se vam z globokim spoštovanjem zahvaljujem za vsa plemenita dejanja, požrtvovalnost, vztrajnost, pogum in nesebično pomoč ljudem v trenutkih, ko se zdijo temni in brezupni. Takšne smo med drugim doživeli tudi ob katastrofalnih poplavah pred 2 letoma. Pričevanja ljudi, ki so to doživeli, najbolje kažejo pomen človečnosti, solidarnosti in medsebojnega zaupanja takrat, ko so ogrožena življenja. Zato naj ob tej priložnosti nekaj povzamem. Nekje sem to prebrala. Gasilcev ni bilo treba klicati. Bili so tam, v gasilskem domu, pripravljeni kot vojska pred bitko. Ko so prišli v hišo, ni bilo veliko besed. Samo roke, ki so prijele in delale. Roke so govorile namesto besed. Takrat smo si prvič oddahnili, da mogoče nismo sami. Pomagali so nam, ko mi nismo več zmogli, in odšli šele, ko smo spet zmogli. Narava je odnesla mostove, mi smo jih zgradili med ljudmi. Dokler imamo človeško toplino, nismo poraženi. Drage gasilke in dragi gasilci, še enkrat iskrena hvala, da pogumno in kleno nosite odgovornost za varnost naših skupnosti in da ste vedno pripravljeni priskočiti na pomoč ne glede na čas in okoliščine. Hvala, ker vedno prinašate žarek upanja in občutek varnosti med ljudi.
In naj ob koncu rečem še eno. Srce je tisto, ki nas drži po konci, fizično, ampak srce je tudi tisto, ki nas dela ljudi. Človečne, človekoljubne, humane. Ampak če srce bije samo zate, nisi naredil nič. Srce mora biti tudi za druge in vi to dokazujete čisto vsak dan. Naj vam srce bije tako še naprej, v neskončnost, ne bomo se omejevali z leti. Skratka, iskrene čestitke vsem gasilskim zvezam, ki danes praznujete, in že vnaprej iskrene čestitke tudi vsem prejemnikom priznanj. Želim vam varno izvajanje vašega plemenitega poslanstva tudi v prihodnje. Srečno gasilke, srečno gasilci in zaradi vas lahko rečem tudi srečno Slovenija. Hvala lepa. Gasilci, mi smo prostovoljni, ne plaši nas noben požar. Pomagati prav vsem želimo in ne oklevamo nikdar. Čuvari smo in budne straže, da se nesreča ne zgodi. Kadarkoli plamen se prikaže, gasilci vrli na pomoč. Čuvari smo in budne straže, da se nesreča ne zgodi. Kadarkoli plamen se prikaže, gasilci vrli na pomoč. Mi ogenj brez strahu gasimo, pripravljeni smo dan in noč. In nič težav se ne bojimo, da neuspešna je pomoč. Ostanimo stražarji vneti, kot smo sedaj še za naprej. Če pa ogenj hoče splameniti, gasilci vrli na pomoč. Ostanimo stražarji vneti, ko smo sedaj še za naprej. Če pa ogenj hoče splameniti, gasilci vrli na pomoč. Planičar sem vesel, ki rad je pil. Sem radosti predan, pomiris vesel. Zato pa poslušajte vsi, kako se kaj pri nas zgodi, da boste radi k nam prišli in
Sidoniji, zvonenje nam nilo krepostu budi, u jakču nam našemu pojno zbudi, da nikrat nam radost se ne izgubi. Planinčan, 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 drink, drink, drink to be planinčan, drink to be planinčan. Preklita so naša prelistna prosa, odkdaj muži biti lektorjo ima, v valču vrti se da čevelj gori, samo da lahko ob meni zaspi. Planinčan, planinčan, drink, drink, drink to be planinčan, drink to be planinčan. Je pisem domačanom zimevko dano, zato da je viža nam vidno ubrana. Nam slavčki prav radi ob strani stojijo, ko naši glasovi ubrano zvenijo. Zato pa še enkrat poslušajte vi, kako se pri nas na planini vodi, da boste morda nekoč vsi planinčani ratali. Da boste morda nekoč vsi planinčani ratali. Planinčan, planinčan, drink, drink, drink to be planinčan, drink to be planinčan. Tako kot je pesem Balzam za ušesa, so besede iskrenega spoštovanja in globoke hvaležnosti za opravljeno delo slovenskih prostovoljnih gasilk in gasilcev balzam za dušo in plačilo za naše delo. In vsega tega smo bili danes deležni od vas, spoštovana predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Zahvaljujemo pa se tudi pevcem gasilskega moškega pevskega zbora iz Planine pri Sevnici, ki si že vse od leta 1969 prizadevajo, da se peta slovenska pesem ohranja, kar narodu zagotavlja njegovo prepoznavnost in identiteto. Danes so se nam predstavili s pesmijo Gasilka, neznanega avtorja teksta in glasbe, ter pesmijo Planinčan, avtorja teksta in glasbe Matevža Goršiča, ter s tem nastopom dodali svoj kamenček v mozaik celotne današnje slovesnosti. Da pa zgodovinski dogodki razvoja gasilskih zvez ne bodo zbledeli in da se bodo lahko z njimi v bodoče seznanjali tudi naši zanamci, je Gasilska zveza Slovenije izdala zbornik, v katerem je zapisano vse to in še mnogo več. Kratko predstavitev zbornika, katerega boste danes prejeli tudi vi vsi, nam bo predstavila odgovorna urednica uredniškega odbora, tovarišica Marinka Cempre-Turk, ki jo vabim k besedi. Spoštovane gasilke in gasilci, cenjeni gostje, predstavniki gasilskih zvez iz domovine in tujine,
prejemniki nagrade Matevža Haceta in drugi prijatelji gasilstva. Današnja slovesnost je zaključek celoletnega dela na projektu Razvoj gasilskih zvez v Sloveniji s poudarkom na vse tiste gasilske zveze, ki v letošnjem letu praznujejo 70-letnico delovanja. Naj vam na kratko predstavim vsebino tega zbornika. Na pobudo predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika se je v lanskem oktobru prvič sestal uredniški odbor, ki je pripravil delovni plan in zadolžitve. Prva naloga je bila priprava vprašalnika za vse gasilske zveze in bili smo prepričani, da je vprašalnik jasen, vprašanja ne preveč zahtevna, splošna in brez zahtevanih daljših opisov. Odgovore smo pričakovali do 20. decembra lanskega leta, ampak bili smo preveliki optimisti in zbiranje podatkov se je zavleklo do letošnjega maja. Vse odgovore z množico podatkov je bilo potrebno oblikovno poenotiti, se pri tem soočiti z različnimi zagatami, za katere je bilo potrebno pač najti ustrezno rešitev in tako korak za korakom do izida knjige, ki ste jo danes prijeli. Zbornik ob 70-letnici ustanovitve prvih gasilskih zvez v Gasilski zvezi Slovenije je priložnost, da se ozremo v preteklost in na teh temeljih gradimo prihodnost. Je poklon predhodnikom, ki so pred 70 leti prepoznali in se zavedali pomena povezovanja gasilskih društev, se odzvali na takratno družbeno ureditev in ustanovili gasilske zveze. Obdobje nastajanja gasilskih zvez od prve, to je Zveze prostovoljnih gasilskih društev za Koroško, ustanovljene leta 1869, do leta 1955 boste prebrali v prispevku Vilija Tomata. Poglavje Nastanek in razvoj gasilskih zvez po ustanovitvi Gasilske zveze Slovenije pa je pripravil magister Matjaž Klarič. Možnost predstavitve v zborniku je bila dana zaposlenim na gasilskih zvezah. Avtorji teh prispevkov in člankov nam razgrnejo paleto administrativnih opravil, ki jih opravljajo ali so jih opravljali v preteklosti za zveze in društva, in to delo se razlikuje od zveze do zveze. Nekateri so ta opravila združevali ali jih združujejo tudi s funkcijami, ali pa drugi pa ne. Iz teh prispevkov smo zaznali predlog oziroma predloge, da se v prihodnosti tudi povežejo. 4. poglavje je namenjeno gasilskim zvezam jubilantkam, ki jim je bila dana možnost, da se predstavijo svoje 70-letno delovanje. Vsaki na svoj lasten način. Dodali smo še razvoj gasilskih zvez na širšem ljubljanskem in mirsko-soboškem področju in pa ocenili smo, da je to pomemben del gasilske zgodovine, ki nikakor ne sme utoniti v pozabo. 121 gasilskih zvez, ki temeljijo na enem bistvu, so tako podobne, a vseeno tako raznolike, da ustvarjajo posebno bogastvo dolgoletne tradicije, ustvarjene za sodelovanje, tako kot kapljice različnih velikosti vode iz ročnika, uperjeno v isto smer, združene z enim ciljem, kako pogasiti vse požare in da varujejo pred uničenjem. Takšne so naše zveze, edinstvene, enotne in povezane v vrednotah gasilstva, zdaj in v prihodnje za dobro ljudi. 5. poglavje zbornika je najbolj obsežno poglavje. Predstavljenih je vseh 121 gasilskih zvez in že na začetku predstavitve so podatki o občini ali občinah, ki jih gasilske zveze pokrivajo, in ti podatki nam kažejo majhnost ali velikost gasilske zveze, njeno raznolikost ali pa razdrobljenost.
Pri nekaterih predstavitvah gasilskih zvez je pri letnici ustanovitve zvezdica. In ta zvezdica pomeni, da se letnica ustanovitve še lahko spremeni na podlagi ustanovnih zapisnikov. V tem jubilejnem letu so se zveze aktivneje ukvarjale s svojo zgodovino in našle pomembne dokumente. Odnos do zgodovine gasilskih zvez je različen. Na primer, del gasilskih zvez jubilantk še ni zbralo podatkov, jih zapisalo ali izdalo v knjižni obliki. In srčno upam, da so s tem zbornikom dobile navdih. Nekaj gasilskih zvez jubilantk je izdalo v letošnjem letu ali prej že drugo ali celo tretjo kroniko gasilske zveze. Seveda je pa razveseljivo dejstvo, da posamezne gasilske zveze, ustanovljene po letu 1995, sledijo tem dobrim navadam oziroma trendu. Potem sledi tabela članov po starosti. Iz te tabele lahko razberemo delež moških in žensk ter njihovo število v posameznih starostnih kategorijah. Ta statistika niso zgolj samo številke, temveč pokazatelj naših vlaganj v prihodnost. Zakaj? Zato, da bomo lahko spremljali delež mladih v naših organizacijah in vpliv demografskih sprememb v družbi in v gasilstvu in temu prilagajali naše aktivnosti. Sledijo fotografije praporov. Najstarejši prapor Gasilske zveze je iz leta 1972. Največ jih je bilo prevzetih ob 50 in 60-letnicah gasilskih zvez. Štiri gasilske zveze jubilantke pa še nimajo svojega prapora. Potem sledijo podatki o predsednikih in poveljnikih, ki so in ki vodijo gasilske zveze. Tukaj bo potrebno še nekaj raziskovanja pri iskanju ustreznih podatkov pri nekaterih gasilskih zvezah. Zdelo se nam je pomembno, da so zabeležene večje intervencije na področju gasilskih zvez in večje prireditve, ki so jih organizirali pod okriljem Gasilske zveze Slovenije. Zbrane so na enem mestu in omogočajo nadaljnje raziskovanje za zainteresirane in ne nazadnje za obujanje spominov. Sledijo še podatki o pobratenih, lastnih pravilnikih o priznanjih in odlikovanjih in izdanih publikacijah. Pisni in številčni podatki so opremljeni z logotipi zvez, znaki pripadnosti, grbi občin in fotografijami. Uredniški odbor je krmaril med velikim številom prispelih fotografij in pa seveda tistimi, ki nam niso poslali ničesar. Veseli smo bili fotografij iz začetkov delovanja gasilskih zvez jubilantk, sicer pa je večina fotografij iz obdobja zadnjih 20 let. V tem zborniku so prvič zbrani podatki o gasilskih zbirkah v gasilskih društvih, muzejih in zasebnih zbirkah gasilcev. Sedaj smo seznanjeni z njimi in nam dajejo dragocene informacije o njih ter dajejo podlago za ureditev tega področja, glede natančnejšega definiranja in sicer kako se loči gasilska zbirka od muzejske ali spominske sobe, muzeja, paviljona in tako naprej. Pri tej skrbi za ohranjanje gasilske dediščine je za zbiranje, popise, opise in pravilnem hranjenju še veliko izzivov. Vsem gasilskim zvezam je bila v septembru dana možnost pregleda predvideno objavljenega gradiva o gasilskih zvezah v regiji in s tem dana možnost morebitnih popravkov. Nekatere so predstavitev zveze dopolnile z dogodki, ki so se zgodili v letošnjem letu do septembra. Prepričana sem, da bo zbornik služil svojemu namenu in da je dragocen vir raziskovanja. Vsebuje kratke, časovno opredeljene informacije, tako v tekstu kot fotografijah.
Pri malce starejših gasilkah in gasilcih bo obujen spomin na bivše funkcionarje gasilske zveze, ki so jih poznali, ali drugih gasilskih zvez, ter na nekatere večje intervencije in prireditve, na katerih so sodelovali. Zahvala vsem, ki ste aktivno sodelovali v pripravi tega zbornika, nekateri ga poimenujejo kar enciklopedija gasilskih zvez. Bilo je tudi nekaj dvomljivcev, ki so dvomili, da nam bo obsežno gradivo s številnimi podatki uspelo urediti v tako kratkem času. Prejeli smo tudi zahvale posameznih gasilskih zvez za spodbudo o raziskovanju lastne preteklosti in lastne zgodovine. Pri tem naj omenim, da 30 gasilskih zvez jubilantk je izdalo eno ali več kronik o svojem delu, ostale pa to delo še čaka. Vabim vas k ogledu in branju. Naj ne ostane na knjižni polici, ampak jo v pregled in branje ponudite vsem članom, predvsem bivšim funkcionarjem vaše gasilske zveze in drugim. In ko se vrne nazaj, naj vam služi kot vir črpanja podatkov za vaše naslednje projekte. V zborniku je objavljenih nekaj dragocenih dokumentov in fotografij, ki ohranjajo spomine in prispevek graditeljev gasilstva na Slovenskem. Iskreno se zahvaljujem uredniškemu odboru za ves trud pri pripravi tega zbornika, posebno še tehnični urednici za napotke in iskanje rešitev, krovni organizaciji za podporo in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje za finančno podporo pri izdaji zbornika. Spoštovani, priporočam vam, da z veseljem vzamete ta zbornik v branje kot dodatno vedenje in izobraževanje o preteklosti gasilskih zvez. Tudi zaradi tega, ker ste vi del zgodovine tega gasilstva. Pozdravljam vas z gasilskim pozdravom Na pomoč. Hvala za vašo predstavitev zbornika, ki pa ga verjetno ne bi bilo, če pri njegovi pripravi ne bi sodelovali vsi tisti, ki so svojim delom soustvarili njegovo vsebino. In prav njim bomo danes izkazali zahvalo za njihovo delo s podelitvijo posebnih priznanj, ki jim jih bo vročil predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, zato predoder vabim člane uredniškega odbora in sicer, tovariš predsednik, Franca Bradeška, Marinko Cempre Turk, magistra Matjaža Klariča, doktorico Janijo Kramer Stajnko, Janeza Liponika, Viljema Tomata, Jernejo Jelovčan Koselj, in pa Vita Sorčana.
Posebno priznanje kot zahvalo za to, ker cenite in spoštujete delo slovenskih prostovoljnih gasilk in gasilcev, pa bi želeli ob tej priliki izročiti tudi vam, spoštovana predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, zato vas prosim, da ga prevzamete. Sedaj pa še skupna fotografija. Hvala še enkrat vsem skupaj in vsakemu posebej za vaš prispevek, ki ste ga dali za to, da imamo nov zbornik. Zbornik, ki je poklon delu naših prednikov, zahvala za naše delo ter lepa popotnica našim mlajšim rodovom, ki bodo tudi v bodoče nadaljevali to humano delo. Sedaj pa naj besedo ponovno zamenja glasba. Prisluhnimo sopranistki Ane-Mariji Štefančič, ki nam bo zapela pesem skladatelja Jurija Flajšmana z naslovom Sanje. Na klavirju jo bo spremljala pianistka Nadja Rus.
In kakšno bi bilo današnje praznovanje, če jubilantom ne bi dali darila? Nič kaj dobro bi lahko rekli, zato sedaj pred oder vabim predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika in Zvonka Glažarja, da jubilantom, to je predstavnikom gasilskih zvez, ki letos praznujejo 70-letnico delovanja, izročita priložnosti zahvale za njihovo delo. To so Gasilska zveza Bled Bohinj, Gasilska zveza Brežice, Gasilska zveza Celje, Gasilska zveza Cerknica, Gasilska zveza Domžale, Gasilska zveza Dravograd, Gasilska zveza Gornja Radgona, Gasilska zveza Goriške, Gasilska zveza Grosuplje, Gasilska zveza Hrastnik, Gasilska zveza Ilirska Bistrica, Gasilska zveza Ivančna Gorica, Gasilska zveza Jesenice, Gasilska zveza Kamnik, Gasilska zveza Kobarid, Gasilska zveza Kočevje, Gasilska zveza Krško, Gasilska zveza Laško, Gasilska zveza Lenart, Gasilska zveza Lendava, Gasilska zveza Litija, Gasilska zveza Logatec, Gasilska zveza Metlika, Gasilska zveza Mežiške doline Ravne na Koroškem, Gasilska zveza Mislinjske doline Slovenj Gradec, Gasilska zveza Novo mesto, Območna gasilska zveza Ptuj,
Gasilska zveza Ormož, Gasilska zveza Ribnica, Gasilska zveza Sevnica, Gasilska zveza Slovenska Bistrica, Gasilska zveza Slovenske Konjice, Gasilska zveza Šaleške doline, Gasilska zveza Šentjur, Gasilska zveza Škofja Loka, Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah, Gasilska zveza Tolmin, Gasilska zveza Trbovlje, Gasilska zveza Trebnje, Gasilska zveza Tržič, Gasilska zveza Vipava, Gasilska zveza Vrhnika, Gasilska zveza Zagorje ob Savi, Gasilska zveza Zgornje Savinjske doline Mozirje, in kot zadnja danes še Gasilska zveza Žalec. Tako sledi še skupinsko fotografiranje, zato vas prosim, spoštovana predsednica, bodite tako dobra in se jim pridružite, prosim. Hvala lepa za vse te prečudovite slike, ki jih bomo videli. Najlepša hvala, gospa predsednica, in še enkrat iskrene čestitke vsem jubilantom. Vsem tem lepim čestitkam pa se pridružuje tudi sopranistka Ane Marija Štefančič, ki nam bo ob spremljavi pianistke Nadje Rus zapela pesem skladatelja Ennija Morriconeja Della Fantasia iz filma The Mission. Prosim.
Tako. Pravijo, da je vsega lepega enkrat konec in počasi se bliža koncu tudi današnja akademija. Hvala našim današnjim visokim gostom in vsem, ki ste si vzeli čas in nas počastili svojo prisotnostjo, in srečno pot pa kamorkoli vas že ta vodila. Sledi odhod praporščaka s praporom Gasilske zveze Slovenije in spremljevalcema. Za vse vas, spoštovane in spoštovani, pa prijetno druženje v preddverju tega izjemnega kongresnega centra tukaj na Brdu pri Kranju. Hvala in z gasilskim pozdravom na pomoč.